Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji je naš gost mojster besede. Tisti, ki piše pesmi, razmisleke, kolumne, bloge, pridige in še marsikaj drugega. In marsikje objavlja te svoje zapise. To je biblicist, idrijski župnik, magister Marko Rijavec. Dobrodošli, gospod Rijavec, v naši družbi. Hvala lepa za povabilo. Kot duhovnik in pisec se imate za služabnika besede. Ja, predvsem zato, ker mora beseda govoriti iz mene tako na glas, da moram svojo sebičnost, svoj ego, tudi svoj glas, mogoče da je tudi slog malo utišati, zato da pride do plana, do izraza prav beseda, tista z veliko začetnico. No, v tej me zanima, kaj bi rekli, kaj se danes dogaja s človekom, ki ga ne usmerja Božja beseda? Se tu vidimo po moje prav vsi, vsak v svojem življenju, ker tudi da beseda lahko spregovori človeku, to pomeni, da mora tudi poslušati. Če ne posluša, potem si lahko tudi domišlja, da je ta beseda, ki prihaja iz njega, Božja beseda. Ni pa nujno tako. In se mi zdi, da živimo v svetu, ko nas je takih besed vse polno. In tu se pozna ponavadi tako, da na kratkoročno smo mi zelo uspešni, tudi nam zelo dobro gre, ampak tako na dolgi rok se počasi malo izgubljamo, malo bludimo, malo iščemo in ne najdemo tistega, kar pravzaprav smo želeli s svojim dejanjem, svojo prepričanostjo, nekimi načrti, željami uresničiti. In tu se mi zdi, da se hitro pozna pol, kadar začnemo malo pogrešati nek smisel vsega, kar mi počnemo v življenju. Takrat mislim, da je človek preslišal tu besedo in začel poslušati bolj recimo svojo ali pa besedo sveta ali pa vse tukaj so inačaji po moje pri teh stvarih. Koliko moči ima še danes Božja beseda, evangelij, da današnjega človeka pozitivno vznemirja? Čeprav se nam zdi, da nima moči, da je pravzaprav nekje utišana, se mi zdi, da je ravno zato, ker doživlja zmer znova kakšne izbruhe ali pa nasprotovanja ta beseda, da ima še zmeraj zelo veliko moč in jaz verjamem, da ima tudi današnjemu človeku in današnjemu svetu dosti zapovedati. Tu recimo vidimo tudi, recimo, ko se začnemo kristjani malo bolj ravnati po evangeliju, ne? Prva stvar, prvo nasprotovanje, ki jo to beseda naredi, je v nas, ne? Mi nočemo delati tega, kar nam evangelij priporoča, nas spodbuja, nas vabi k temu. In če mi potem enkrat pristanemo, potem tudi svet, v katerem mi živimo, začuti tu nasprotovanje tej drži, ki jo vzbuja evangelij. Tako da danes, po moje, je evangelij bolj aktualen, kakor kadarkoli prej. Tudi zato, ker živimo dosti v svetu, kjer ni ta beseda neka splošna norma, ne? Mogoče lahko rečemo, da kdaj prej, ne vem, 200-300 let nazaj, da je bilo tu dosti bolj normalno in da se celo takrat mogoče malo manj slišala beseda o tej njeni veliki moči, ker smo jo mogoče sploh evropski ljudje malo naredili kakor za neko normo in pol se hitro išče kakšne bližnjice do teh norm, ampak danes, ko živimo res popolnoma drugače, kakor evangelij uči, pride dosti bolj do izraza. Tako da na nek način je današnji svet mogoče tudi zaradi tega celo na boljšem, kar se tiče Božje besede. Je nočemo, kot ste rekli, ali ne moremo izpolnjevati? Se mogoče to dvoje povezano. Tudi zato, ker se mi zdi, da kakor da smo naučeni, da je to neka stvar, ki je pretežka za nas. Ljudje smo danes verjetno res zelo na komot. In takrat, kadar smo ljudje na komot, se ta nočemo zelo hitro zmeša z ne moremo. Ne? Ker rečemo ne moremo, to je pretežko za nas. Je v bistvu to en tak žolčni vzgib proti Božji besedi, ki pa zahteva od človeka napor, zahteva celega človeka in odločitve, ki nimajo povratka. Ne?
Kako je šla vaša pot Dornbržana? Ne? Iz Dornberga ste doma. Ja, res je. To je, kje je pravzaprav blizu? Jaz rečem, da je tu popek Vipavske doline. Se pravi, nekje med Ajdovščino in Novo Gorico, na Popoti recimo. Tam ste torej odraščali in tudi se izobraževali nekje blizu, ne? Seveda, mislim, itak, osnovna šola je bila v domačem kraju. Potem sem pa srednjo šolo sem obiskoval v Vipavi, na Škofijski gimnaziji. In od tam naprej se pač moja pot zelo prepleta pol z duhovništvom. Sem šel na teološko fakulteto v Ljubljani in potem tam do konca, do posvečenja živel v bogoslovnem semenišču in potem seveda pot vodi. Ste bili malo kaplan nekje, ne? Ja, 2 leti najprej v Novi Gorici, pri Kristusu odrešeniku. In potem še 1 leto v Idriji. Pol pa, recimo temu kaplan, duhovni vodja, so rekli temu pol, v Vipavi, v dijaškem domu. Na kar pol so očitno moji očetje v veri spoznali, da očitno sem malo premalo študiral. Bo treba iti še malo v Rim študirati biblično teologijo. Potem sem se vrnil. In to ste študirali na Gregorijani? Na Gregorijani, ja, v Rimu. In potem, ko sem se vrnil, sem najprej malo pomagal v Postojni, lih tako malo mašil luknje, rečem temu jaz. Pol pa od poletja 2018 sem zdaj že župnik v Idriji. Kaj je biblična teologija in kateri je njen glavni cilj? Biblična teologija se trudi, da bi preko Božje besede poiskala primeren odgovor za današnji čas, v katerem mi živimo. Tako jaz temu rečem. To je kakor en tak en prevod Božje besede, no, za 21. stoletje. Ma bolj v tem smislu, da poskušamo biblični teologi iz tega, kar nam Božja beseda pove, razumeti tako človeka, kakor Boga, predvsem pa njun odnos. Tu pravzaprav čemur je pravzaprav namenjena Božja beseda, ne? V vseh časih je terjala nek odgovor človeka do Boga in meni se zdi, da vsak čas zahteva nek nov odgovor, ne? In zato ta stvar ni nikoli končana zgodba. Pravzaprav v biblični teologiji 21. stoletja bomo morali utihniti pred bibličnimi teologi 22. stoletja, ne? Ker bo takrat drugače, bojo zidali na naših temeljih, kot smo mi zidali na temeljih prejšnjih bibličnih teologov, tudi na njihovih napakah. Človek, ki nekako ne pozna dovolj Biblije, ni izobražen biblično, ne? Potem tudi nekako trga iz konteksta lahko neke vsebine iz Svetega pisma. Vi, biblični teologi, pa imate drugo strategijo, ne? Mislim, malo smešno je celo, da me naslavljate z bibličnim teologom, ker nisem navajen tega. Ampak ste doštudirali? Ja, tu pa ja. Magistrirali magister, se vrstega, ne? Ampak mislim, biblična teologija je pravzaprav, jaz rečem tako, ker ponavadi rečejo, malo je razlike, ne, z svetopisemskim študijem, ki je na drugi strani trga, tam v Rimu, na tako imenovanem bibličnem inštitutu. Jaz rečem, da je tako, da se svetopismo se bere na bibličnem inštitutu tako, pri biblični teologiji pa tako, ne. Malo bolj v stiku s časom, s krajem današnjega sveta, ne. Medtem ko se tam na bibličnem inštitutu bolj uči, poglablja v to originalnost Svetega pisma, ne. Tudi dosti bolj znajo hebrejščino in grščino, kakor jo znam jaz, to priznam pošteno. Tudi več časa traja in težji študije, ne, ravno zaradi tega, ker je treba dosti znati, zato da pol razumeš bolj tisti čas. Medtem ko biblična teologija, ne da ne bi tega gledala, gleda lih malo bolj, kako se ta svetopisemski jezik uteleša v današnjem času. Kakor sem rekel prej, nek prevod, ne. Ampak eksegezo, razlago Božje besede ste morali zelo dobro obvladati, ne? Ja, tu pa, dosti k temu prispeva tudi neka ljubezen do Svetega pisma, ki jo imam že od malih nog. In če je zraven ljubezen sploh do literature, ne, potem je to, ne bom rekel, da malca, ampak
gre dosti lepše, ne, če človek dela z ljubeznijo neko stvar. In dosti lažje. Gotovo ste morali biti nekaj specialnega, če so vas pri Verskem tedniku Družina že pred tolikimi leti spoznali za vrednega, da tako rečem, ne, da ste lahko nekaj let pisali razlago nedeljskega evangelija. Ne? Vse skupaj 4 leta, ja. Kako je nastajalo to? Kako pri vas to funkcionira, ti zapisi? Ali sedete preprosto za mizo in zapišete, ali to prihaja po delčkih in potem beležite, ali kako to nastaja? Nekega uveljavljenega koncepta nimam jaz pri nastanku. Sem tak zelo... Hoteli ste biti zelo življenjski, ne? Ja, to pa. Uporabno za vsak dan. Tudi zato, ker je moja filozofija, tudi Svetega pisma in razlag Božje besede, pač v tem, da mora spregovoriti najprej meni. Če meni ne spregovori, potem tudi drugim ljudem ne bo nič povedalo. Ne? Tudi zato se mi zdi, da je vsaka razlaga, ki ni dovolj življenjska. To ne pomeni, da zdaj se izogibamo Bogu ali ne vem čem, da temeljimo samo na antropologiji, na naših odnosih in ne vem čem. Ampak tudi ta odnos do Boga mora biti nekaj življenjskega. Kako se tu čuti? Imam dosti krat občutek, kadar govorimo mi o Bogu, da ne vemo točno, kako se ljudje, ki jim govorimo te stvari, pravzaprav sploh odzivajo na te naše besede. Ne? Ker dosti krat se mi zdi, ko pogledam ljudi in tako malo čudno gledajo, ne, da je tu en tak bav za njih. Ne? Zdaj Bog, ki ga ne vidimo, ki ga ne čutimo, ki ga lahko samo verujemo, ne, je za vsakega človeka res ena najtežji odnos, ki ga mora narediti. Ne. Hkrati najlažji, a hkrati tudi najtežji. Ne. Zato, ker pravzaprav se do vsakega človeka Bog drugače uteleša, rečem jaz. Ne. Se ga drugače dotika, mu drugače spregovori in če jaz povem, kako spregovori meni, oziroma kako ga jaz vidim v svojem življenju, potem je to dosti lažje, da oni mogoče primerjajo, kaj bi bila ta izkušnja Boga v njihovem življenju. Ker prepričan pa sem, da vsak že ima neko izkušnjo Boga. Mogoče samo ne ve, da tu je izkušnja Boga. In tukaj se mi zdi, da je naloga duhovnika, da opozori na to, da poskuša iz tistega, kar ljudje živijo, najti nekaj, kar jim bo približalo ta odnos z Bogom. Nekaj kratkih vaših zapisov iz teh objav sem si prepisal, ki so se me dotaknile. Denimo takole pišete: v tem jutru je treba do groba, do svojega groba, da smo si na jasnem, do prav tistega sramotnega trenutka našega življenja, ki nam leži na srcu, in smo ga skrili pred svetom in pred seboj, preden smo zavalili težek kamen, da nihče ne bi mogel vanj. Kaj pomeni za človeka, da se vrača v lastni grob, tistega sramotnega trenutka svojega življenja, ki mu leži na srcu, kot pišete? Tu je zame iskrenost do samega sebe, ki je po moje, vsaj ena temeljna poteza vsakega najprej kristjana, a tudi, bom rekel, dobrega človeka. Tudi zato, ker se mi zdi, da dokler se zavedamo tega, te svoje nepopolnosti, smo lahko tudi do drugih prizanesljivi, odpuščajoči, dobri, ljubeznivi, nazadnje tega, kar nas uči evangelij, ne, ki tudi Jezus dostikrat postavi to, ne, da moramo biti taki do ljudi, kakršen je oče do nas. Ne. In prav tu, da je človek iskren samim sabo, da ima, se pravi, tudi sam težke stvari, s katerimi ni razčistil in ni opravil, mu daje moč in tudi pot nazadnje, da lahko zmer rase, da zmer nekaj postaja, da tako jaz razmišljam, se s tem bliža tudi Kristusu. Ne? Zame je ta, če smo prav konkretni, točno ta zapis nastal na podlagi svojega zgrozljivega občutja. Ne? Enkrat se spomnim, da sem lih podobno pridval na veliko noč, da je pač Kristus odrešil vse, da me odpustil vse grehe, da zdaj v našem grehu tudi živi. Ne? In potem sem naredil lih in 2 dni potem je tako res hudo stvar in si nisem odpustil. Ne? In potem sem, enkrat se prav spomnim, zvečer s ščetko v roki, tam pred ogledalom sem se gledal
In pa sem rekel, ti ne verjameš, kar govoriš. Tudi, da Kristus je odrešil tudi ta greh, ki si ga ti naredil. In takrat se v bistvu začelo v meni malo bolj svobodno gledanje na to, kaj pomeni pravzaprav biti odrešen človek. Ne? Da dejansko jaz verjamem v to, da Kristus odrešuje mene zdaj, v tem trenutku, tudi v tem grehu, ki sem ga danes naredil. Ne? Da ne bo to šele enkrat, ne vem, ko bom šel v spovedi ali pa ko bom šel ne vem, na drugi svet, v nebesa, ampak da se to dogaja zdaj. Ko se kesaš. Tako, kadar mi je žal za te stvari, kadar si jih priznam, ne? Kadar stopim pred ogledalo in rečem, Marko, tak si, Kristus te ima rad tudi takega. Ne samo, kadar si priden in fajn in dobivaš petke in priznanja, ne? Ampak tudi takrat, kadar te je sram pred samim sabo. In tu je zame, če že gledamo tiste Jezusove prilike, ne? Tu je zame pot do Boga, ne? Ko reče, da cestninar, ki se je trkal na prst, je rekel, jaz sem grešnik, ne? Brez kakšnih zaslug, je rekel, evo, ta je šel opravičen na svoj dom. Torej, smo tudi mi taki. Ne, na zadnje, Bog tudi dopušča, ne? Čeprav v naši svobodni volji grešimo, ne? Vendar dopušča, da na nek način rastemo, da se mu bližamo, da znamo ceniti to milost, ki nam jo daje, verjetno, ne? Vedno znova. Če bi bili brez greha, mi ne bi rabili milosti, ne bi rabili Boga. Ne? In zato je to ena taka... Ampak to ni opravičilo za to, da grešimo. Ne bomo rekli zdaj. Ampak tu je pa lepa pot, ki je Bog speljal, ker pač, da ne bomo grešili, je nemogoče, ne? In da smo pa ravno v tem stanju mi sposobni sprejemati ljubezen, je to zame fantastična stvar. Kdaj človek, tudi kristjan, seveda v svojem življenju, ubija Boga zase in za druge, kot ste vi nekje zapisali, za ta svet? Predvsem takrat, kadar ga zanikamo, oziroma kadar ga ne potrebujemo, ne? Kadar se nam zdi, da je to, kar imamo v sebi, kar smo mi, naše moči, naše sposobnosti, da je to zadost, ne? In kadar se to zgodi, človek sicer na začetku se čuti strašno močen, ne? Ampak potem kmalu pride ta prevara do izraza, ne? In se vidi, da takrat, kadar tako počnemo, se v bistvu zapiramo pred drugimi, ne? In se v bistvu samo uničujemo. Ne? In tu je tragika tega, ne? Da mi ne razumemo, da pravzaprav tisto naše povzdigovanje, naše hvalisanje, tudi da se imamo za strašno pomembne, ne? Da piše magister od spredaj pred imenom, ne? Da smo župniki v Idriji in tako naprej, ne? Da nas te stvari lahko zaradi tega pahnejo zelo daleč proč od Boga in od bližnjega, ne? In takrat se začne tragika, ki je mogoče ne spoznamo dolgo časa, dokler si ne, kakor sem rekel prej, priznamo teh stvari, ne? Dokler nismo iskreni s sabo, da rečemo, lej, danes si bil pa res zelo vzvišen od drugih, ni to dobro. Moraš narediti drugače, ne? Kakšnega človeka si želi Bog? Dobro vprašanje. Če gledamo na original, je tu takega, kakor se ga je ustvaril, se pravi, kakor Božja podoba. Takega, da odseva Boga, da je, ne bom rekel, kopija, ne, ampak njegov posnemovalec, nekdo, ki mu sledi. Po moje je tudi dovolj, tudi če, ne, mislim, da si Bog ne želi negrešnega oziroma brezmadežnega človeka, kakor si dostikrat mi predstavljamo, ne, da bomo takrat dosegli neko, ne vem, tukaj smo se želeli, oziroma kar si Kristus želi. Mislim, da si Kristus ne želi človeka, ki ne greši. Želi si človeka, ki sledi Bogu. Tudi takrat, ko greši. Kakšno krščanstvo si vi predstavljate? Kako naj bi danes izgledalo naše krščanstvo, življenje nas, kristjanov? V idealni podobi. Tako, kot si Bog želi za nas. Ja, ne vem, kot kristjan jaz mislim, da imamo dve prioriteti, ki jo moramo držati, ne? In to je, ena je Bog, o katerem smo govorili, oziroma Kristus, ne, ki mu sledimo, druga pa je skupnost, ne? Ker nas je zbral v cerkev, in če nas je zbral v cerkev in se definiral, ali pa mogoče je Pavel definiral kot, da je cerkev Kristusovo telo, ne? Očitno želi, da je to nekaj ključnega za naše življenje, ne? Se pravi, da mi
držimo skupnost za vsako ceno, ne? Kar tudi pomeni, da se moramo truditi za to, da ta skupnost ostane. Ne? In pa smo spet pri tem, koliko moj ego tovče ven, toliko tudi je manj kot tovče, bolj je cirko trdna. Ne? In vem, ta skupnost je zame samo to, da razumemo, da mi drugega potrebujemo. Ne, da ta človek, ki živi ob meni, tudi če jaz ne moram videti, oziroma mi je res strašno na živce, je meni potreben. Ne? Da ni tak, da bi ga lahko jaz komot odrezal in moje življenje ne bi bilo nič drugačno. Da je vsak človek pomemben in pol bo stvar funkcionirala. Vemo, da na tej poti verjetno bomo za večno. Morda je dobro, da si ga predstavljamo tega, ki ga omenjate ravno, ne? Da bomo nekoč skupaj v nebesih, ne? Ja, celo sem zdaj enkrat sem se drznil nekaj tednov nazaj reči pa eni pridhi, da če si ne želimo, da bo tisti človek, ki ga ne maramo v nebesih, potem ne bomo prišli v nebesa. Gotovo. Kako opazovani smo kristjani na vsakem koraku, ste zelo lepo zapisali, kajti vsi ti ljudje, vsi ti, ki trkajo na naša vrata, eni bolj, drugi manj pogosto, nasilni šefi, zoprni sosedje, hinavski sodelavci, naveličani in utrujeni sozakonci, zdolgočaseni najstniki, sitni otroci, vsi ti in še vsi ostali, bolj ali manj prijetni ljudje, hodijo pred me in nečesa prosijo. Česa prosijo? Zdaj gotovo, ko ste tu brali in pa poslušali, ste verjetno vsi razmišljali, kako sem jaz strašno obvladujem vse te kategorije. Tukaj sem naštel vse kategorije, ki so za mene problematične, ne? Ki tudi meni naredijo živčnega in me silijo. In pravzaprav vsak dan človeka vznemirjajo, ne? Ja, se tu je to, ne. Kaj prosijo? Prosijo ravno tega, ne? Da teh ljudi ne prezrem. Vsak človek, ko pride v naše življenje, se mi zdi, da pride z nekim razlogom, ne. In če pride z razlogom, to pomeni, da potrebuje tudi nek moj odziv. Čeprav se mi zdi, da imam popolnoma svobodno voljo, da grem mimo, da se ga sploh ne dotikam. Ne? Ampak jaz razumem, da je to kot eno božje sporočilo, ne? Da je to ta človek in neko pismo Boga, ki mi želi s tem nekaj povedati. Ne? Koliko moramo mi tukaj sedaj pokazati Boga, da smo tu živi evangeliji? Ojej, najprej tako, da samega sebe premagujemo. Pol se mi zdi, da se stvari same od sebe začnejo odvijati. Zmeri, ko poslušam kakšne take odlomke, se spomnim na enega človeka, ki se mu je na avtocesti pokvaril avto. Ne? In sem se peljal mimo, takrat sem bil očitno strašno pobožen človek in sem rekel, daj Bog, da bi pošli nekega človeka, da bo temu tipu pomagal, ne? Da se bo ustavil. In pol je bil kakor en tak odmev, se prav spomnim, ko sem šel 500 metrov naprej, je rekel, Bog, tako sem si predstavil, vse ga je poslal, samo se ni ustavil. Imamo zmeraj tu skušnjavo, ne, da prelagamo odgovornost za ljudi, ki jih vstopijo v naše življenje in potrebujejo neko pomoč na druge. Ne. Rečemo, pa vse drugi boljše znajo, kot jaz. Ne. Vse je Karitas, vse je Rdeči križ, vse je, ne vem, vse so smetari, vse je komunala, vse so reševalci. Zakaj bi se jaz ustavljal? Ne, da pustimo tu nekim profesionalcem. Imamo zmer več tega, ne, da smo tu našo odgovornost kot človek preložili na neke institucije, ne, ki smo jih vzpostavili in so seveda hvale vredne in dobro, da so, ampak tu nas ne odvezuje od dolžnosti, ki jo mi dobimo takrat, kadar stopimo v neko situacijo, ki potrebuje naš odgovor. Ne. Med večjimi knjigami, ki ste jih izdali, ena zadnja je menda Špranje do svetlobe, kjer so objavljeni ti zapisi, vaša razmišljanja, razlage nedeljskih evangelijev iz tednika Družina. Ne? Zelo zanimiva je tudi ta knjiga Camino, pot, ki se začne na koncu. Vi ste torej prehodili to Jakobovo pot v Santiago de Compostelo. Ne? Kako to, da ste se odločili za takšno pot? To je bila moja dolga želja. Taka dolgoletna želja. Sem si res želel predvsem izkusiti, zakaj je ta pot tako strašno privlačna, sploh zdaj
v tem času, modernem času, ne, recimo teh nekih 15 let, prej niti ni bilo toliko teh romarjev, ne, ampak zdaj je to zelo popularna stvar in popularnost še raste in sem hotel tudi jaz malo izkusiti, zakaj pravzaprav je prišel do tega fenomena. Ma tudi zato, ker je tu en tak, bom rekel, neprej fizični izziv, ne, hoditi en mesec, ni lih mači kašelj, ne. In je veliko izzivov na poti tudi, ne? Tega takrat, preden greš, ne veš, ne. Pol pa vidiš, kako se ta stvar odpira in sem razumel potem, zakaj je ta pot tako zelo privlačna, da moji sopotniki so se kakšni podajali tudi že 10., 11. na to pot. V bistvu pride človek do obračuna samim sabo, bolj kot z drugimi stvarmi in ljudmi, ki so okoli njega. Res čas zase potem. Res, mislim, ker itak druga dela, rečemo takrat, ni kakor tu, da hodiš, da ješ in da spiš in to je to, ne. In vmes med tistim časom, ko hodiš res 5, 6, 7 ur na dan, nikašnih, ne bom rekel, da pride do nekih hudih spoznanj, ne, večinoma, vsaj v moji glavi je bilo takrat zelo tiho, zelo mirno, ampak vsako toliko pa kakšna stvar, ki je prišla, mi je sprožila kakšno vprašanje. Ne, in en tak dnevnik teh vprašanj je ta knjiga, ne. Vi ste pravzaprav vsak večer potem pisali tudi blog, ne? Ja, to je nastajalo, ja. V bistvu sem na telefon 7 let nazaj, veste, da še niso bili tako strašno napredni, kot so danes, je bilo... Svoje refleksije. Je bilo kar naporno to delati, tudi zato, ker so vsi okoli mene že spali, ko sem jaz to pisal, ne. In prvi dan sem naredil tudi tako, da sem malo obvestil tiste, ki so ostali doma, so rekli, ne, ali daj napiši nekaj, ko boš prišel, kaj se dogaja z vami, vsako toliko malo sporoči, ne. Ampak prvi dan sem napisal tako, kar se je dogajalo, drugi dan se nam je zgodila res ena taka izjemna stvar, sem rekel, to moram tudi napisati. Pol tretji dan mi je bilo zelo hudo, sem mu tudi tisto napisati in počasi sem opazil, da je bilo to kar ena moja potreba. Niti nisem pisal nekaj, moče bi kakšen človek rekel, a ja, zdaj se bo en človek usedel, oziroma bo pisal, zdaj cel mesec se bo matral, zato da bo pol neka knjiga. Ta knjiga je ratala pol dosti časa kasneje, ne. Ampak ne, tisto sem jaz čutil kot eno svojo potrebo, da naredim neko refleksijo, nek obračun s sabo tistega dneva, da sem pol jaz lahko mirno zaspal. Da sem razumel, kaj me tisti dan na poti hotel Bog povedati in moram reči, da je večina stvari, ki sem jih se naučil tam na tisti poti, še zdaj en velik in močen del mojega vsakdana. Koliko ste vi kot umetniška, pesniška duša, kaj občutljivi za vse to, kar se dobrega pa tudi slabega dogaja okoli vas? Kolikšno obremenitev morda to predstavlja za vašo dušo? Bom odgovoril kar se s Prešernom. Kako biti hočeš poet in ti v duši je pretežko nositi ali pekel ali nebo. Je tu, ja, je zahtevna stvar, moram reči, kakšenkrat tako zahtevna, da niti sam ne zmorem. Enkrat sem si prav napisal en tako pesem, da je moja duša pretežka za to telo, ki ga imam. Ne vem, občutljivost je zahtevna predvsem zato, ker te nikoli ne pusti ravnodušnega, ne. Tudi kakšne malenkosti, ki bi, bom rekel, normalnega človeka, bi samo zamahnil z roko in šel naprej, v tebi zbudijo en ogromen val, s katerim se moraš soočiti in z njim nekaj narediti, ne. Ponavadi najlažje pol, vsaj tako, no, meni je in verjetno še kakšni drugi umetniški duši, da je pač tu pol dal neko svoje delo, ne. In to je izjemen dar, ki ste ga dobili. Ja, izjemen, tudi težk dar. Glejte, kako lepo ste zapisali, ko ste se neki dan na tem peš romanju v Kompostelo zaustavili. Hoditi in trpeti, to je lahek križ. Najtežji križ tudi ni nahrbtnik ali moje ubogo telo, ampak nositi na sebi nasmeh. Nositi na sebi znamenje evangelija, biti na tej poti vesel. To je pravi križ, ki ga je treba nositi, da si res pravi romar, ki ne hodi le v Santiago, ampak za Kristusom.
Močen stavek, ja, hvala. Saj niti ne vem, kaj vse sem zapisal takrat. Se še zdaj strinjam s tem, ne samo v tistem, da bomo zdaj neki prisilno nasmejani, ne, ampak predvsem tudi, da je tu veselje, ki ga nosimo mi na obrazu, sad nekega napora, predvsem neke odločitve. Ne, in sicer odločitve, da želimo v svetu, v katerem mi živimo, dajeti najboljše, kar imamo. Ne. In če je tu ta nasmeh, recimo temu, ne, za katerega se jaz potrudim, za drugega, tudi če sam nisem lih v stanju, ne vem, da bi tu lahko naredil, je po moje naša človeška dolžnost, še posebej takrat, kadar se soočamo z ljudmi, ki imajo težje življenje, kot kar imamo mi. Ne. Zdaj, se pravi, ne govorim o tem, da bi moralo biti zdaj tu veselje neko čustvo, ker s tem dostikrat mi malo mešamo, ne. Veselje bi moralo biti, vsaj za moj okus, bi moralo biti neko stanje človeka. Ne. Stanje in sicer v tem, da se mi zavedamo, da ne hodimo skozi življenje sami in da imamo razlog, zaradi katerega se lahko nasmehnemo. Ne. To pomeni našo odrešenost, o kateri sva prej govorila, imamo Kristusa kot sopotnika, imamo dosti dobrih ljudi, ki hodijo skozi naše življenje in ne nazadnje, če smo prav po osnovi, imamo ogromno stvari v našem življenju, ki so nam mogoče samoumevne in niso samoumevne. Smo bogati ljudje, smo preskrbljeni ljudje, imamo ogromno stvari in nam vse te pomagajo, da mi lahko lepo živimo. Koliko sta pesništvo in duhovništvo združljivi ali pa nezdružljivi stvari? Zame zelo združljivi. Zato, ker imajo sta podoben objekt opazovanja, recimo temu. No? Namreč duhovništvo je iskanje nekega presežnega, tudi nek vstop v stik z njim. Ne? In zame je pesništvo zelo podobna stvar. Ne? Zame je pesnik nek prevodnik tega, kar želi Bog skozi dogodke, stvari, tudi ljudi povedati našemu svetu, predvsem meni. Mislim, da, kakor vidim zmeraj bolj v življenju, je ta naša človeška izkušnja zelo univerzalna. Imamo vsi podobne stvari, podobna vprašanja, podobne izkušnje, podobne krize tudi. In ravno zato je dobro, da se mi pripovedujemo te stvari. Ne? Biti pesnik in duhovnik je zato zame zelo podobna stvar. Ne? Gre za to, da bi prijeli človeka za roko in ga peljali nekaj pogledati. Moče ga samo opozoriti na to. Ne? Jaz sem en tak ljubitelj lepote. Ne? Zame je tu osnova pesništva in duhovništva. Zato tudi rad hodim v hribe. Ne? In ko pridem na vrh in sem tiho predvsem, kar vidim, je zame to vrhunec moje molitve. Čeprav bo mogoče kakšen zdaj malo prozdihnil obrvi in bo rekel, kako zdaj duhovnik pa govori take stvari. Ampak ja, takrat se mi zdi, da sem najbolj iskren v svoji molitvi. Ne? Sem najbolj hvaležen, sem najbolj majhen, predvsem, kar je ustvaril Bog, predvsem, kar mi je dal. In ko se zaveda človek, kaj ima oziroma kaj je dobil, ko se počuti nevreden tega, zame pravzaprav pride v tisto točko, ko je popoln vernik, ki se zaveda Božje ljubezni v stanju, ko bi si je ne zaslužil. Vi ste najmlajši med 3 sinovi, ne, v vaši družini. Je tudi morda kateri od vaših staršev pesniška duša, umetniška duša? Ne. Zanimivo se mi je zdelo, sem zasledil, da vas je vaša mama že mladega fanta, ko ste se učili na pamet Gregorčičevo poezijo v šoli, ne? Ja. Odpeljala k Soči. Res, ja, mama je doma tam, zato. A zato? Ja, mama je doma v Drežnici pod Krnom in vsakokrat, ko smo se vozili tam gor, posebej, mislim, da bo 6. razred ali 5, ne vem, kdaj smo se te zaučili, potem sem imel priliko, no, daj pa zdaj zrecitiraj, ne, Soči. Pa sem tam lepo ponavljal, se spotikal ob tem, ja, pol mimo Gregorčičevega groba, lepo. Ampak Gregorčič se vas je očitno zelo dotaknil, kajti ja, seveda. Tukaj imamo knjigo Biblični motivi v poeziji Simona Gregorčiča. Je to v bistvu moja diplomska naloga. Aha.
ki se je pol župnija Kobarid ob 100-letnici smrti Simona Gregorčiča odločila tudi izdati v knjigi. To je zdaj ta izdaja. V bistvu mi je Gregorčič blizu, zato ker je pač podoben meni tudi, ne? Hkrati duhovnik in hkrati pesnik. In ko sem se poglabljal v te njegove pesmi, sem videl, kako zelo podobne vprašanja, podobne stiske tudi, in na nek način tudi podobne stvari, ki naj jo držijo po koncu, ki nam dajo moč, izrazno moč, zaradi katere pol človek kljub vsemu verjame v življenje in se ga oklepa s tem, da ostaja za Kristusom. Malo tudi obračunam tam s temi kako bi rekli, stereotipi o Gregorčiču, ki so se tako, izrečem, kar malo razpasli na podlagi, ne vem, če so literarne kritike ali odzivov na Gregorčičevo poezijo v tistem času. Tako da malo sem tudi kritičen in iščem neke razloge, zakaj je tu nastalo in hkrati zakaj Gregorčič kljub temu, da se ga, obmetava z marsikaterimi nalepkami, da je ostal še vedno duhovnik in pesnik, oboje hkrati zelo prepleteno in predvsem zvesto. Glede na to, da ste sami tako strasten ljubitelj narave, hribolazec, gotovo ste kaj lazili tudi tam naokoli po Vrsnem in po okoliških hribih, tam se namreč vidijo čudovite planine, Ja, seveda, z njegovega mesta, Krn je domačega zame, kraja. Krn je zame vsakoletna obvezna točka skoraj. Tako da, če In se tam da, dobivate tudi nove navdihe. Ja, tu je itak. Mene me tako, ta gorski svet sploh me prevzame, ker res tako zelo prvinski, in tudi doskrat, kad pride ta eden mojih ljubših evangelijev, o spremenitvi na gori Jezusovi, zmer znova pol iščem te povezave, kako se tudi človek, jaz kot človek na gori spreminjam, Zame zato tako, že v Svetem pismu je dostikrat gora je en tak, ko bi rekli, ne bom rekel sinonim, ena metafora za Boga, recimo, Tudi zato, ker tam v hribih se mora človek naučiti poslušati in ubogati, Kadar, bomo rekli zdaj, gora ukaže, da je treba iti dol, je treba iti dol, če ne lahko tvegaš tudi svoje življenje. In je pač ravno zaradi tega meni tako zelo ljub simbol tudi za Boga, zato ker je res človek tam zelo ponižen, Je res človek, Dokler smo v dolini, se mi zdi, da smo taki zelo, se počutimo zelo močni, zelo samogočni, Ko smo enkrat v hribih, vsa ta moč in vsa mogočnost hitro mine. In tam tudi boljše slišimo Boga, Res je. Koliko je za človeka pomembno, da v svojih življenjskih izbirah vedno prisluhne glasu v sebi in kdaj ga sploh lahko sliši? Takrat, kadar človek želi slišati, takrat ga sliši. Zato se mi zdi, da mi tudi, rekel, kot cerkev zelo spodbujamo, govorimo o tem, da mora človek moliti, Ker molitev, vse vemo, ni toliko govorjenje, čeprav smo moče zdaj tu malo povzeli, je bolj poslušanje, Molitev je čas, ko se soočim z Bogom, ki mi želi govoriti. Ker on ima eno globoko željo po človeku, in nam želi nekaj povedati, zato ker nam želi dobro in mi ga moramo slišati, zato da pol lahko gremo v to dobro, v to lepo sveto, ki nam ga privošči do vsega srca. Mogoče res smo pa malo zanemarili molitev v tem današnjem času, tudi zato, ker smo čutili, da je lahko molitev tu zelo prazna, takrat, ko da smo polni besed in samega sebe. Se tega ne rabimo, Ne rabimo mi, da bomo govorili to, kar že vemo, na glas ali pa potiho. S tem se mi soočamo, ko pa enkrat utihnemo pred tem, pa slišimo odmev na to naše življenje, en odtis, kakor se to naše življenje pozna v Božjem pogledu, In kadar to naredimo, pol se mi zdi, da začnemo poslušati,
začnemo tudi upoštevati Boga v svojem življenju, če ne, pa pustimo tam za nedeljski krožek. Za vsakega pesnika je verjetno vsak letni čas nekaj posebnega, poln raznih navdihov, ne? Ampak kateri je za vas najlepši, kateri vam daje največ navdihov tudi za vašo poezijo? Prejle ste mi že pred oddajo povedali, da nam boste prebrali pesem o pomladi, ne? Ja, v bistvu pomladi, ko ni še pomlad, ne? Zame, ja, moja pesniška zbirka nosi naslov Dimenzije maja. Tu je pesniška zbirka, ki govori o vsem razen o maju, ne? Zato, ker se mora tako maj kot ena metafora pomladi, se mora v človeku zgraditi, ne? Se mora v človeku soočiti s krizo, da se pol lahko za to pomlad tudi odloči, ne? Ja, močen pomlad, tako najbolj močen čas, tudi zato, ker je poln življenja, ne? Ker vse kipi od tega, ne? Po drugi strani, ali bom rekel, tudi malo jesen, ne? Ko je tisto malo se stvari umirijo? Ja, takrat, ko človek spet malo bolj sliši, ne? Ker v tem navalu življenja človek lahko bolj malo presliši tudi samega sebe, ne? Malo preskoči vse skupaj, ne? Bi rad, kadar je človek mlad v pomladi, je zelo euforičen, ne? Tako malo hodi zmer malo čez sebe, ne? In tu je, če tu traja malo predolgo, pol je tu nevarnost, da stopimo iz svoje realnosti in mogoče začnemo delati nekaj, kar ne bi smeli, ne? Oziroma kar niti ne moremo delati. Tako da, ja. Preberite nam. Nas pol malo, vsaka jesen malo da spet v realna tla, zato da lahko spet želimo in hočemo pomlad. Nekaj je treba vsejati, če hočeš pomlad. Nekaj, kar imaš rad. Svoj življenjski zaklad, obraz, ko si mlad, in srce polno nad. Vse to je treba v zemljo spustiti in iti na nove poti, ki niso jih zrle človeške oči. In tak upajoči pogled jeseni v pomlad, ne? Ne nazadnje tudi takrat, kadar človek pride v tako življenjsko jesen, ne govorim samo o starosti, ampak v takem času, ko je vse skupaj malo bolj otužno, malo bolj melanholično, recimo temu, da je takrat čas, tako jaz razmišljam, ne? Čas, ko se za nekaj odločimo, kam bo šlo zdaj to naše življenje, ali v zimo, ali v pomlad, ne? Ali želimo v svojem življenju umirati, ali želimo spet živeti, ne? Čeprav se nam zdi to čudno, je to ena taka svetopisemska izbira tudi, ne? Zmer, ko pride Bog pred izraelsko ljudstvo, mu ponudi, evo, predložil sem ti smrt in življenje, ne? Zdaj pa zberi. Mi hočemo živeti. Tako, mi hočemo živeti. Zakaj je tako pomembno, da dobita človek in Bog svoj prostor in čas? To vi zelo poudarjate. Predvsem zato, ker je čas potreben, ker so vse stvari, tako razmišljam, v našem življenju en proces. Nobena stvar se ne zgodi, stvar, ki je vredna, no, da rečemo tako, se ne zgodi hipno, oziroma takoj v nekem trenutku. Dobro, kot da človek misli, da je tako, se mi zdi, da je v enem takem obdobju rastiše, ne, oziroma mladosti, neizkušenosti, no, tako. Ampak pol zmeri bolj, kar vidim, tudi glede svojega življenja, vidim, da so vse stvari, to sem tudi napisal, to mi je dal tudi Camino, ne? Da so vse stvari na svojem mestu. Tako naši uspehi, kakor naši padci, tako naši grehi, kakor naše ljubezni, ki smo jih bili sposobni. Da se vse skupaj bolj sestavi v neko pot in da pride človek točno tja, kamor je moral prist, ne? Ker nekaj pa sem prepričan, ne? Da je Bog toliko trmast, da ne bo dopustil, da bi človek zabludil. Tudi če ta proces traja do zadnjega sekunde človekovega življenja, jaz sem prepričan, da bo človek prišel do tja, kamor mora prist, da prej ne bo umrl, ne? Da je, ne samo tudi naše življenje in proces, da so pol tudi znotraj našega življenja stvari, ki se nam dogajajo. Tudi
tudi stvari, ki nam niso v ponos, recimo gradniki tega življenja, tudi nekih spoznanj, upam si reči, tudi dobrih stvari, ki jih bomo nekoč naredili, ne? Da moramo kdaj res narediti tudi slabo, zato da bomo enkrat se odločili za dobro. Moče nas tisto malo strezni, ne? Vi pravite, da je naš prvi korak iz ran in bolečin in grobov pogovor. Kakšno mesto dajete v vašem vsakdanjem življenju pogovoru? Se slišite, da sem zelo taka klepetulja, ne? Da ni težko se mi pogovarjati. Ne gre samo za to, da bomo zdaj klepetali, ne? Ampak pogovor, se mi zdi, je trenutek, s katerim mi človeka povabimo v svojo notranjost, ne? Človek, tako tudi govorimo, človek je vesolje, s katerim živimo, ne? Mi res nimamo pojma, kdo je ta človek. Ne? Tudi če si mi predstavljamo, da ga poznamo, tu ni resnica, ne? In nikoli ne bomo poznali tega človeka. In zame je pogovor lih ta en trenutek, ko mi odškrknemo vrata v našo notranjost, da človek, ki je ob nas, vsaj malo razume, v kakšnem svetu mi živimo, in da zaradi tega tu, kar mi smo, tu našo realnost, tudi naše napake, tudi naša mogoče neprečakovana vedenja, lažje sprejme, ne? Ali nas rešujejo besede, ki jih izrečemo? Bolj tu, kar z njimi hočemo prenesti. Besede kot same so lahko zelo plehke in zelo nič, če ne želimo narediti tega, ne? Da malo odpremo s tem svojo notranjost. In tu se mi zdi, da ljudje to čutimo, ne? Kadar govori nekdo res, zares, takrat ljudje to čutimo. Jaz sem se tega navadil v dijaškem domu v Vipavi, ne? Vsakokrat, kadar sem govoril tako zelo z nekega piedestala, ne? To sem dobil oči, ki so zavijali okoli, ne? To ni bilo nobenega poslušanja, zelo rekel tako, ampak v trenutku, ko sem jaz govoril o sebi, o svojih napakah tudi, so bile take oči, ne? Vsi so me poslušali. Nismo navajeni, da bi to govorili o sebi, ne? Težko smo ranljivi, ne? Mi se bojimo odpol, da če bomo govorili o svojih napakah, da bodo ljudje drugi okoli nas začeli obsojati. V bistvu ni res, ne? Kadar mi začnemo govoriti o samem sebi iskreno, takrat se tudi drugi upajo iskreno govoriti drug o drugem. Ampak je res, da je treba pa riskirati, ne? Ker ne vemo, ali ta človek, ki bo tu našo iskrenost slišal, ali bo tu sprejel kakor nek dar, dobronameren, ali bo tu uporabil zato, da se mi bo smejal, da me bo zaničeval, kakorkoli. Je zmeraj eno tveganje, ja. Samo brez tega se mi zdi vseeno, ne moramo priti do ničesa globljega tako v naših odnosih, kakor v družbi, v kateri mi živimo. Tudi zaradi tega se mi zdi, da se danes toliko zapiramo drug pred drugim, ravno zaradi tega, ker se bojimo, ne, da bo človek tu našo resničnost uporabil za slabo, ne. Proti nam. Ja. Samo v služenju in ne gospodovanju bi naj človek izkazoval resnično ljubezen. Zakaj je to tako težko razumeti in še težje živeti? Ja, zato, ker mi razumemo služenje kot eno ponižanje. Ne? Ko nekomu služimo, se nam zdi, da smo manj vredni. Ne vem, a smo tu podedovali od tega, zato ker smo razglasili neka dela za manj vredna in za druga za več vredna, pa se pravi, da nekdo, ki zdaj sedi tukaj na kavču, je več vreden kot tisti, ki bo zdaj pol posesal po tem vašem studiu, ne. Mogoče zaradi tega, ne, ampak služiti zame ni mogoče drugače, kot tako, da tisto stvar, ki ti jo je Bog dal, da nekomu podariš. Ne se gre za to, ne za da bi se nekaj poniževali, ampak da bi samo uporabljali tisto, kar mi imamo, če rečemo temu talente, ki jih nam je Bog dal, ne. Služenje je najboljši odgovor na to, da jaz drugemu človeku pokažem, da mi je nekaj dragocenega. O tem, o čemer govoriva zdaj že celo uro, ne. Tukaj mislim tudi na vas, duhovnike, dobre pastirje, ne. Nekaj sem slišal misel nekega duhovnika, ki je rekel, ne verjemite tistim, ki pravijo, da smo duhovniki dvolične osebe. Nismo. Mi v resnici ljubimo Jezusa in tako naprej, ne? Pa vendar, ali je danes, menite,
med vami v duhovniških vrstah resnično dovolj dobrih pastirjev, ki so pripravljeni dati tudi življenje za svoje ovce? Ali so bolj najemniki, o katerih govori Jezus? Jaz tega res ne upam soditi, ker edina stvar, za katero moram jaz res skrbeti, je tu, kakšen sem jaz. In ja, mislim, če sem res iskren do sebe, moram priznati tudi jaz, da je v duhovništvu, predvsem takrat, kadar človek s to službo dobi nekaj moči, velika skušnjava, da bi tu svojo moč uporabljal zase. Ne, da bi te, kako pravi evangelij, ljudje hvalili. Ne. Tudi, ne vem, zaradi tega, ker pač tu, da človek se malo izpostavi, zmer prinese tudi eno obliko, ne vem, časti, ki je verjetno ponavadi zmer en sad človekovega občudovanja. Ne, sej ljudje, mislim, da nas imajo radi in mislim, da nas tudi spoštujejo še zmer dosti. In tudi se mi zdi, da smo jim še zmeraj zelo pomembni. Ne. In ravno zaradi tega, ne, lahko pol ta, ko se človek tega zaveda, lahko človek zelo zrase, ne, in reče, ok, pol tu je vse zaradi mene, ker sem jaz tako sposoben. Ne. In pol pride ravno mogoče zaradi tega do takih velikih škandalov, ko duhovniki zakuhamo kakšno hrdo stvar, ne, tudi v družbi. Zato, ker se mi zdi, da smo pol duhovnika postavili tako, kot za enega supermena, ne. Ampak ne, duhovniki smo ljudje, jaz bi skoraj rekel, prvi v vrsti grešnikov. Ne, da bi se zdaj nekaj opravičeval s tem, ne, ampak zato, ker človek ima malo višjo funkcijo, lahko da je tudi zelo velike napake. Ne. In, danes je ponudba zelo velika, ne? Človeku se ponuje veliko nekih učiteljev. Kako prepoznati prave, da ne bi bili zavedeni, opeharjeni, razočarani? Vi ste zelo občutljiva duša. Tudi za to področje nam boste znali povedati, kako naj vemo, da je neki pastir resnično pravi pastir? Pravi pastir se ne boji priznati svoje grešnosti, po moje. Pravi pastir dela za dobro ljudi in dela za dobro ljudi predvsem tako, da si sam želi biti dober človek do drugih. Ne? In biti dober človek, kot sem rekel prej, ne moreš biti, če ne priznaš samo v sebi, da tudi zgrešiš, da tudi narediš kakšno slabo stvar. Zame je tudi to zelo težko slišati, ne, od kakšno kritiko. Me tudi kakšnega zelo potre, po drugi strani je to potrebno, ne, zato ker me sili k temu, da jaz zmer znova preverjam ta svoje dejanja, ki jih naredim. Ne. Kakšenkrat se lahko tudi v mojih zelo pobožnih in zelo dobronamernih dejanjih ena semena sebičnosti, lahko tudi zla, ne, lahko tudi izkoriščevanja. Pa ne, da bi zdaj tu človek si sploh želel, ne, ampak normalno, da pride do tega. Ravno zato je treba tu preverjati pri sebi. Ne. In meni se zdi, da lahko verjamemo človeku, ki zna reči, da česa ne ve, ki zna reči, da je pri čem zgrešil, ki se zna opravičiti, ki zna priznati svojo krivdo in hkrati tudi biti ravno zaradi tega neustrašen oziroma zahteven tudi do drugih ljudi. Ne. Če človek zahteven do sebe, to pomeni, da bo lahko tudi do drugih ljudi. Ne tako, da bi druge silil v neko stvar, ampak da bi jim pokazal, da verjame, da lahko to naredijo. Da so tega sposobni. Ne. In mislim, da vloga duhovnika danes je povedati ljudem, celemu svetu, da mi smo sposobni delati dobre stvari, da smo sposobni živeti evangelij. Tudi če je evangelij težek, ne, ampak tu povedati, da je ta človek tega sposoben, in se mi zdi eno odkritje, ki ga človek danes hlepi po njem, da bi mu rekli, da je to je res nekaj, kar je za človeka primerno, da mu je ukrojeno, ne, evangelij. Da tu ni nek tujek, ki stopi v naše življenje in ga želi uničiti, ne, ampak da je to seme, ki bo v nas zraslo v neko drevo, ne,
v katerem bodo gnezdile ptice in bodo ljudje počivali v njegovi senci. Ne? Danes je zelo veliko silnega trpljenja po svetu, takšnih in drugačnih oblik. Kako mi danes gledamo na življenje? Pravimo, da je dobro in polno življenje samo tisto, ki je polno uspehov in zmag, pišete vi, ne? In da je slabo življenje polno trpljenja in preizkušenj. Trpljenje ne spada v današnji uspešni svet. Ali kako? Ja, eutanazija recimo je, v zadnjem času je en tak primeren odgovor na to, da je to res en tak simptom bolezni našega sveta, ne? Da ne razumemo prav dobro trpljenja oziroma njegove vrednosti za naše življenje. Sej ne bomo se delali zdaj, da mi razumemo zakaj, ne? Ampak jaz samo tu opazujem, ne, kaj trpljenje iz človeka dela. In najbolj zgovorna podoba, ki sem je tudi napisal tudi v knjigi, je bilo umiranje mojega očeta. Takrat se mi zdi, da sem se pa res naučil, kaj pomeni trpljenje. Predvsem v tem, kaj je trpljenje naredilo iz njega in iz nas. Ta človek, ki je bil nekoč močen, ki je bil meni zgled, ena opora, trdnost, je naenkrat postal zelo šibek, zelo odvisen od drugih ljudi, ni mogel hoditi, ni mogel govoriti. In čeprav se bo čudno zdelo, smo hkrati z njim postali taki tudi mi, ki smo bili okoli njega. Nemočni. Ja, nemočni, ne moreš nič narediti. Takrat, kadar sem bil najbolj nemočen, nisem mogel se z mojim očetom več pogovarjati, sem se splazil na njegovo posteljo in sem ga objel in sva tam samo skupaj ležala, nič drugega, ne. In to je bilo zame največji dokaz, kaj lahko iz človeka naredi trpljenje, ne. Da te pravzaprav toliko spremeni, da ti znaš imeti rad na iskren način, ne. Da imaš nekoga za človeka, ki ga lahko imaš rad, tudi če ga ne moreš imeti, ne. In da si mu blizu, tudi če nimaš nobenega dokaza, da si mu s tem nekako pomagal. In jaz še zdaj spomnim, ne, tistih trenutkov, ko smo bili dejansko zelo trpeli tam ob njem, od takrat naprej se mi zdi, dosti bolj razumem te ljudi, ki jim je težko. In meni se zdi, da sem se takrat naučil ljubezni v najbolj čisti obliki te besede. Ne vem, če sem jo zdaj tako sposoben, kot sem bil v tistem momentu, ne. Tako da tudi jaz zaradi tega rečem, ne mi noben ne govori, da trpljenje je nesmiselno. Je težko, ma ni nesmiselno. Trpljenje ustvari nekaj, ne? Nekaj spremeni. Vi pravite, da resnični uničevalec življenja ni bolezen, trpljenje, smrt, ampak strah. Zakaj? Ja, zato, ker se napornih stvari, ki jih te reči prinašajo v naše življenje, se ustrašimo, ne? Se jih izogibamo, ne? Zato, ker se vsakokrat, kadar se mi soočamo s temi težkimi stvarmi, to pomeni, da se moramo mi ločiti oziroma posloviti od našega starega življenja in iti nekomu novo življenje, ne? Mi nikoli več ne bomo taki, kot smo bili. In mi se tega bojimo, ne? Zato, ker novost za nas je pač zmernik strah. Mi ne vemo, kaj bo z nami, ne? Ali bomo še tako preskrbeni, ali bo še tako lepo, kot nam je zdaj. Mi bi ostali radi, ne, na tem našem kavču, ne bi šli prav, zato ker zdaj tukaj je lepo, tudi če vemo, da zunaj so, ne vem, je sonce, so hribi, je čist zrak, ne vem kaj, ampak kaj pa če ni, ne, so vrata so zaprta, kaj pa če ni, če bomo prišli na dež, na mraz, ne vem. In tu je tisto, kar nas straši, zato se mi tega izogibamo, ne. In zato se mi tudi evangelija bojimo. Evangelij je zmer vabilo, ki je dobra novica, ne, se pravi, nas vabi nekaj dobrega. In premagati ta strah, se mi zdi, da je prva stvar, zaradi katere človek postane boljši človek, bolj kristjan. Vi se menda najraje ukvarjate z mladino, otroki, ki so danes zelo ogrožena populacija ljudi, ne? Kakšen način poučevanja, denimo, je treba danes ubrati učitelju, pedagogu, da bi ga mladi sprejeli in ga radi poslušali? Mislim, da otroci in mladi čutijo, če jih imaš rad.
Tudi če nimaš toliko velikih sposobnosti ali pa nekih velikih idej. Če jih imaš ti rad, mislim, da so sposobni to ljubezen tudi razumeti in jo sprejeti. In pol se mi zdi, da se metode ali pa, ne vem, kakšni novi pristopi se naredijo kar sami od sebe. Ne vem, meni pač zelo blizu ta dialoški pristop. Jaz se z mladimi in otrocmi zelo rad pogovarjam. Ne. Tudi poskušam tako na malo bolj nekonvencionalen način pomagati vstopiti v neko stvar, ki bi jim jo rad povedal. Ne. Ponavadi preko neke izkušnje. Zato, ker mi govorite zelo lahko o neki stvari. Ne. Tudi če govorimo o svoji izkušnji, mislim, da ljudje ne bodo tega sprejeli, če ne bojo sami začutili nečesa, kar jim želiš povedati. Ne? Če sami padejo v krizo. Jaz kakšenkrat sem prav malo predrzen, no, s temi svojimi metodami. Tudi zato, ker se mi zdi, da je tu naše življenje zelo sterilno ratalo. Ne? In da bi res se morali malo več soočiti tudi s težkimi stvarmi, z nevarnostmi mogoče. Nevarnostmi, ne da bomo zdaj na robu smrti, nema. Tako, da se mogoče tudi malo strašimo, da nas kaj zaboli in tako. Jaz se ne bojim teh izkušenj predstaviti tudi otrokom. Meni se, da so hvaležni, no. Če še morda zadnje vprašanje, glede na to, da sva predstavila kar nekaj vaših čudovitih del, ki ste jih pripravili v branje, ker sva pri otrocih mladini, koliko je za otroke in mlade pomembno branje? Zame zelo. Tudi sam sem bil strasten bralec kot otrok. Jaz sem prebral knjig res na kupe. Jaz sem hodil vsak dan v knjižnico v osnovni šoli. Dobro, to so bili mičkine knjigce, ne, ki jih prelistaš in si, zdaj bi rekel, da si v eni minuti čez, ne. Takrat trabiš malo več časa, ampak jaz sem res zelo rad bral. Niti ne vem točno zakaj. Dober bralec je bil tudi moj oče. Mogoče sem od njega navzel te ljubezni, ampak meni je zmer dalo ti neki novi svetovi, katere sem se potapljal, ko sem bral, so mi dali ideje, ne, kakšno je lahko moje življenje. To ne pomeni, da bom zdaj jaz ne vem, šel ubijati zmaja ali ne vem kaj, ali se bom podajal neke pustolovščine, ki mi niso dane. Ampak se pustolovščina je lahko vsak dan, ne? Pustolovščina je lahko vsak trenutek, ko se jaz spustim v nekaj neznanega, negotovega, ne? Nazadnje tudi v evangeliji, ne? Tudi tu je pustolovščina. In meni je branje pomagalo predvsem začeti razmišljati in začeti poslušati. Ne? Ko bereš, v bistvu pustiš pisatelju, da ti nekaj pove. Tudi če se ne strinjaš s tem, ne? In kadar bereš, ti vzpostaviš nek notranji dialog, nek notranji odnos s tem človekom, ki ima zmeraj nekaj zapovedati. In kadar to naredim, jaz z vsake knjige pol pridem drugačen, ne? Tudi če se ne nujno strinjam z njo, ne? Pa pač preverim neke svoje vrednote, ki jih hojim tako ali tako, ne? Da vidim, če so res trdne, ne? Če so res na dobrih temeljih. In zaradi tega je knjiga zame dosti boljša od televizije, računalnika, telefona. Čeprav, ne, bodimo pošteni, je manj vabljiva, ne, zaradi tega, ker so ti naši novi mediji zelo agresivni, ne. Knjiga te pusti, da si tak, ko si, ne. Knjiga ti pusti, da se ustaviš, kadar želiš. Knjiga ti pusti, da razmišljaš ob tem, kar želiš. Knjiga ti daje možnost, da ti lahko zapreš to knjigo in jo neseš nazaj v knjižnico ali pa, ne vem, na polico, kar, bomo pošteni, naša agresivna kultura ne pusti. Ne, posebej nas potegne s tisto svojo močjo, privlačnosti, ne, in nas se spusti iz svojih krepljev, dokler nas ne navduši za tisto, kar želi povedati. Ne. Medtem ko knjiga je zelo, zelo prijazna stvar. Ne. Vi ste prijazen človek, pisec knjig, ne? Tako da vam želimo, da vam Bog res daje še veliko dobrih navdihov, da bi lahko ustvarili še veliko del. Zelo mladi ste še, tako da boste lahko še veliko bogatega dodali našemu
slovenskemu narodu, slovenski cerkvi. Sem vesel, počaščen, da ste bili naš gost in Tudi jaz, hvala. želim vam tudi veliko uspehov na pastoralnem področju, ki je pa vendarle vaša prioriteta. Ne? Tako. Hvala. Tudi vsem gledalcem in gledalkam želim, da bi poskušali tudi skozi te moje besede najditi kakšno besedico Boga, ki je spregovorila, upam, da tudi tem najnem pogovoru in da bo ravno zaradi tega morda Bog lažje spregovoril vsaj kakšnemu človeku. Posmi, da sva tudi mi dva opravlja to svojo dolžnost s velikim smislom. Hvala lepa in hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci. To je bil torej idrijski aktualni župnik, pesnik, globoko razmišljajoč človek, pisec številnih bogatih stvari, tako da kar poiščite njegove zapise.